Tukaj je izraelski predsednik vlade. Pravkar bo nagovoril javnost v angleščini na konferenci JNS. To je International Policy Summit. Hvala, Mark Levin. Želim si, da bi te lahko imel za svojega svetovalca. Vsak dan. Veš, v Združenih državah pravijo, da predsednik Trump naredi vse, kar ga prosim. In v Izraelu pravijo, da jaz naredim vse, kar on želi, da naredim. No, nobeno od tega ni res. Sva voditelja neodvisnih in ponosnih držav zavzemava se za svoje interese. Jaz se zavzemam za interese Izraela in za njegovo varnost. In pogosto se strinjamo, včasih pa ne. Ampak spoštujemo suverenost drug drugega, voditeljstvo in zavezanost svojim ljudem. Lani, ko sem stal na tem odru, sem videl nekatere izmed vas. Trenutno vas ne morem videti, vendar sem videl nekaj dragih prijateljev, ki so tukaj. Richard, hvala. Imamo tudi srbskega predsednika Bosne in Hercegovine. Hvala. Hvala, gospa. Jutri bomo imeli priložnost govoriti. Tukaj je toliko dragih prijateljev. In to resno mislim. Torej, lani, ko sem stal na tem odru, sem govoril o odločitvah, težkih odločitvah, zgodovinskih odločitvah, odločitvah, za katere so mnogi, tudi tisti, ki so kandidirali proti meni, takrat rekli, da jih ne bi smel sprejeti. Rekli so mi, naj ne vstopim v Rafa. Vstopil sem v Rafa. Rekli so mi, naj ne napademo Hezbolaha. Napadli smo Hezbolah. Rekli so mi, naj se ne soočimo z Iranom. Soočili smo se z Iranom. In danes želim začeti s preprostim vprašanjem. Kaj smo dosegli? Ker ti isti ljudje in njihovi pajdaši v medijih skušajo zmanjšati naše dosežke. Pravzaprav jih skušajo popolnoma izbrisati. Torej, kaj smo dosegli? Tukaj je, kaj smo dosegli. Preprečili smo, da bi Iran izvedel načrt za naše uničenje. In danes bi že imeli jedrsko orožje, atomsko bombo, da bi to storili. Preprečili smo, da bi se to zgodilo. Odstranili smo eksistenčno nevarnost. In če ne bi ukrepali v operaciji Rising Line in na to operaciji Roaring Line, bi imel Iran atomske bombe. In naj vam nekaj povem. Uporabili bi jih. To smo preprečili. Skupaj z našimi ameriškimi prijatelji, ameriškimi letalskimi silami, ameriško vojsko, smo izvedli največji zračni napad v naši zgodovini. Uničili smo iransko jedrsko infrastrukturo. Onesposobili smo 20 njihovih najboljših jedrskih znanstvenikov. 12 v vzpenjajoči se vrsti in še 8 v bučni vrsti. In ko odstraniš znanstvenike, je zelo težko izdelati jedrsko orožje. Izjemno težko. Odstranili smo vodstvo terorističnega režima. Uničili smo njihovo raketno industrijo. Onemogočili smo njihovo mornarico. Onemogočili smo njihovo letalstvo. Napadli smo njihovo vojaško industrijo. Napadli smo njihove mostove. Napadli smo toliko ciljev, da skupna škoda, ki smo jo povzročili gospodarstvu IRGC, ni šteta v milijonih. Ni šteta v 100 milijonih. Ni šteta v milijardah. Šteje se v stotinah in stotinah milijard dolarjev. In trajalo jim bo dolgo, zelo dolgo, da si opomorejo. In morda si sploh ne bodo opomogli. Ker ko enkrat zadate takšne udarce in ko je razkol med režimom in ljudmi tako globok, ne morete vedeti, kdaj bo takšen režim padel. In mislim, da smo ustvarili pogoje za njegov prihodnji padec.
To bo pravi triumf, ko bo iransko ljudstvo vzelo svojo usodo v svoje roke in strmoglavilo ta brutalen režim, ki jih terorizira in terorizira preostali svet. Toda nismo se soočili samo z Iranom. Razbili smo iransko osterorja. Odstranili smo Sinvarja, odstranili smo Anijo, odstranili smo Defa, odstranili smo 10.000 teroristov. In kljub tistim, ki so rekli, da se tega ne da narediti, smo v Izrael pripeljali vsakega talca, prav vsakega izmed njih. Tudi to nekateri moji kritiki ne želijo, da jih na to spomnimo, ampak so rekli, ustavite se pred Rafahem. Sklenite dogovor. Ujemimo teroriste, rešimo naše talce. Ni nam treba vstopiti v Rafah, ni nam treba zavzeti Filadelfijskega koridorja, ni nam treba spopasti se s Hezbolahom. In za Božjo voljo, ne smemo se spopasti z Iranom. Ampak jih nismo poslušali in smo to storili. In dobili smo jih nazaj, ker smo naše pogumne vojake, naše neprimerljivo junaške vojake poslali naravnost v njihovo trdnjavo v Gazi. In so kapitulirali. Pripeljali smo nazaj prav vsakega talca. In to je dosežek, na katerega bi moral biti ponosen ves izraelski narod in ves svobodni svet. Pripeljali smo jih nazaj. V Libanonu smo razstrelili, ne vem, ali naj temu rečem pozivniki ali pejžeri. Kaj uporabljate v Ameriki? Pozivniki. Razstrelili smo pozivnike. Odstranili smo Nasralaha. Uničili smo vojaški stroj Hezbolaha. Preprečili smo, da bi enota Ridvan udrla v Galilejo. Uničili smo več kot 90% od 150.000 raket in izstrelkov, ki jih je Hezbolah zbral proti nam. Vzpostavili smo varnostno območje v Gazi. Vzpostavili smo varnostno območje v Siriji. Vzpostavili smo varnostno območje v Libanonu in ga bomo ohranili, dokler bo to potrebno za zaščito naših ljudi. Povedal vam bom še en dosežek, ki je po mojem mnenju na več načinov, kot mi pravi Sara in jaz poslušam. Veste, kaj pravijo v Svetem pismu? Vse, kar je Sara rekla Abrahamu, veste, in kar je rekel Bog, je rekel, vse, kar Sara reče, jo moraš poslušati. No, nisem Abraham, ampak poslušam svojo Saro. Mislim, da je največji dosežek, ki smo ga dosegli, je, da smo prebili oviro strahu. Leta so nam ljudje govorili, da ne smemo napasti iranskega ozemlja, da lahko izvajate operacije Mossada in smo jih kar nekaj. Odobril sem jih veliko, vendar ne morete poslati naše vojske v Iran. Ampak to smo spremenili. Poslali smo naše pogumne pilote nad iransko nebo in so uničili tarče, cilje režima in teroristične cilje. Raketne baterije, proizvodne obrate za rakete in jedrske objekte. Spremenili smo varnostno doktrino Izraela. Mi začnemo, napadamo, presenetimo in napadamo tiste sovražnike, ki si želijo našega uničenja, ki nas želijo ubiti. Napadamo jih, preden imajo priložnost to storiti. Če znate hebrejsko, akam logeha, aškem logo, ubij jih prvi. Zdaj sem prišel sem ob 50. obletnici padka mojega brata v Entebeju. Zgore Herzl na njegovem grobu. Johnny je padel v Entebeju, ko je vodil svoje vojake v tem, kar velja za največjo reševalno operacijo sodobnega časa. In Tep je pokazal, da lahko svoboden narod, če zbere svoj pogum, zbere svojo moč in voljo, lahko premaga najhujše tiranije na svetu, ne glede na to, kako grozeče ali zahtevne so. In res, po reševanju v Entebeju je val ugrabitev letal, ki
je zajel ves svet. Ta val ugrabitev prenehal, skoraj popolnoma prenehal. Toda teroristični režimi niso izginili. In dejansko so še naprej rasli. In najslabši med njimi je seveda Iran, največji podpornik terorizma na svetu. 35 let potem, ko je Joni padel v Entebeju leta 2010. Moj oče je praznoval nedaleč od tukaj v inštitutu Begin. On ni praznoval, zanj so praznovali njegov 100. rojstni dan. In zgodovinarji so govorili o njegovih zgodovinskih raziskavah, o španski inkviziciji in o izvorih cionizma. In tisti, ki so poznali zgodbo o njegovih dejanjih v Združenih državah Amerike, ko je zbiral podporo za judovsko državo med drugo svetovno vojno, o njegovih srečanjih z Eisenhowerjem in mnogimi drugimi, so govorili tudi o tem. In po celodnevnih predavanjih, pohvalah in priznanjih je moj oče sam prišel na oder. Star je bil 100 let. In rekel je tole. Rekel je: hvala hvala. Za vaše pohvale, hvala za te prijazne besede. Ampak časa je malo. Zato naj kar takoj preidem k bistvu. In to je rekel: tukaj je bistvo. Iran prisega, da bo uničil judovsko državo. Ljudje Izraela svetu kažejo, kako se mora narod obnašati, ko se sooča z eksistencialno grožnjo. Nepremično glejte nevarnosti v oči. Mirno premislite, kaj je treba storiti in kaj je mogoče storiti. In bodite pripravljeni vstopiti v boj ob pravem trenutku. In na to je končal svoje besede. To so zadnje javne besede v življenju mojega očeta. To me vodi v trdno prepričanje, je rekel, da bodo naši ljudje premagali to nevarnost za naš obstoj. No. 16 let kasneje smo to tudi storili. In zdaj vam povem isto, kot sem povedal na grobu svojega brata pred nekaj urami danes. Rekel sem, ne glede na to, kaj se zgodi na pogovorih, z dogovorom ali brez njega, vam obljubljam, da Iran, dokler bom jaz predsednik vlade, nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Nikoli. Dokler bom jaz predsednik vlade Izraela, tega ne bom dopustil. In rekel sem še nekaj o Libanonu. Rekel sem in pred nekaj minutami sem tukaj ponovil. Dokler bomo morali zaščititi naše ljudi, bomo ostali v varnostni coni v južnem Libanonu. In razlog je popolnoma razumljen. Od nobene države se ne bi pričakovalo, da ravna drugače. Zdaj si predstavljajte Združene države Amerike. Čez mejo imate na tisoče, vojsko tisočev teroristov, ki plenijo vaša mesta in vasi z raketami, balističnimi raketami in smrtonosnimi droni. Ubijajo vaše vojake, ubijajo vaše državljane, ubijajo vaše otroke in jim vsak dan grozijo. Kaj bi Amerika storila? Bi rekla, no, nič ne moremo storiti. Ne streljajmo. Je to tisto, kar bi rekla Amerika? Ne, dobro veš, kaj bi Amerika naredila. Prečkala bi mejo, ustvarila varnostno območje, ubila teroriste in zaščitila svoje ljudi, dokler grožnja ne bi bila odstranjena. Točno to počnemo tudi mi. In naj ti še nekaj povem. Nobena država tega ne bi naredila bolje. Nobena država tega ne bi naredila bolje, ker teroristi ne napadajo samo civilistov, ampak se tudi skrivajo med svojimi civilisti. Mimogrede, s tem storijo dvojni vojni zločin.
Torej, vprašanje je, kaj storiti glede tega. Mi ciljamo na teroriste, vendar so v vsaki takšni vojni, v vsakem takšnem urbanem bojevanju tudi civilne žrtve. In običajno je razmerje med ubitimi borci in neborci, med neborci in borci približno 7:1, 8:1. V Gazi je bilo to razmerje precej nižje od tega, kljub vsem lažem in obrekovanjem usmerjenim proti Izraelu. Ampak vprašal sem naše ljudi, naš raziskovalni oddelek na Ministrstvu za obrambo, rekel sem, kakšno je razmerje v Libanonu. In danes so mi rekli, prav danes sem dobil dokument, predsednik vlade, razmerje je 5:1. Ne 5 civilistov ubitih za vsakega terorista, ampak 5 teroristov ubitih za vsakega civilista, ki v tem procesu utrpi škodo. 5:1, nezaslišano, ker nobena vojska ne gre v takšne skrajnosti kot izraelska vojska, da bi ciljala teroriste in zmanjšala civilne žrtve. Zaradi tega bi nas morali pohvaliti, ne pa obsoditi. Naredimo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo naše ljudi. Nimamo vojne z Libanonom, imamo vojno s Hezbolahom, ki terorizira Libanon in si želi našega uničenja. In ko ta iranski posrednik ne bo več grožnja, ko bo razpuščen, ko bo razorožen, da, takrat bomo imeli mir z Libanonom. In veselim se, da ga bom podpisal. Mimogrede, Mark, nameravam biti tukaj še kar nekaj časa. Želim, da to veš. To in druga vprašanja so v interesu varnosti države Izrael. Svoje življenje sem posvetil zaščiti varnosti države Izrael. In nič tega ne bo spremenilo. Nič, popolnoma nič. In to lahko storim, ker imam podporo svoje drage družine, svoje žene in svojih otrok. Ampak imam podporo velike večine izraelskega ljudstva. Naše ljudstvo je tako močno. Tako so močni. Naši vojaki so pogumni. Ni pogumnejših vojakov na svetu. Tako so junaški. In odločeni smo zaščititi našo državo ne glede na ceno. Ampak dovolite, da vam povem še nekaj, kar vem, da skrbi vsakega izmed vas. Vidimo naraščajoč val terorizma. Prizadene vsako državo na svetu trenutno in prizadene Združene države Amerike. In dovolite, da vam povem, kako antisemitizem deluje skozi stoletja. Odkar smo izgubili svojo državo in postali brez obrambe, nismo bili brez obrambe le pred fizičnimi napadi, ampak tudi pred obrekovanji, ki so jih pogosto in vedno napovedovala. Tako smo se v eni državi soočili s takšnimi obrekovanji, kar je na koncu pripeljalo do ene od dveh stvari, ali izgnanstva ali pokola. In potem smo šli v drugo državo in se soočili z natanko istim, po obrekovanjih in žaljivkah, da zastrupljamo vodnjake, da pijemo kri ubitih otrok, da prenašamo mrčes. In mimogrede, to so natanko tiste laži, ki so se nadaljevale vse do nacističnega holokausta. Natanko te laži. Tako smo se soočali s temi obrekovanji, nato pa so nas pobili. Potem so nas pregnali v drugo državo in spet v drugo državo. In ista stvar se je dogajala znova in znova in znova. No, tukaj se je zgodila sprememba. To se je zgodilo z vzponom države Izrael in ustanovitvijo izraelske vojske. Morda ne bomo mogli ustaviti obrekovanj. Pojavljajo se in izginjajo v predvidljivih ciklih, kot mi je povedal moj oče, zgodovinar. Toda sprememba je v tem, da ko pridejo, da bi nas pobili, se upremo. Ne dovolimo jim tega. Upremo se in jih potisnemo nazaj. Točno tako, kot smo storili v zadnjih nekaj letih. Obljubljam vam, da se bomo borili tudi proti antisemitizmu po vsem svetu.
Borili se bomo tudi na 8. bojišču. To je boj proti naši delegitimizaciji, boj proti obrekovanju, ki je usmerjeno proti judovskemu narodu. Vendar razprosim ameriške jude in jude iz diaspore, da naredite eno stvar. Stanite! Ne bojte se! Ne bojte se, uprite se. Ljudje nas bodo spoštovali le, če bomo spoštovali sami sebe. In ko nam potikajo laži, jim vrnite resnico in to naredite. Pokončno, zavzemite se za resnico, zavzemite se za Izrael, zavzemite se za judovsko ljudstvo, zavzemite se za judovsko prihodnost. Hvala vsem. Hvala.